Obeta se nam en dogodek, ki je pomemben za slovensko kulturo. Veliko veselje in velik ponos mi je, da pod streho naše hiše lahko gostimo dva tako profilirana, mednarodno profilirana umetnika, kot sta Mateja Koležnik in Marko Letonja. Mateja mi je rekla, da sta prvič sodelovala na enem mladinskem koncertu, ko je Marko še kot mlad dirigent dirigiral v Slovenski filharmoniji, Mateja je pa moderirala. Ampak to je bilo prvič in od takrat naprej do danes nič in je to njun skupni prvi umetniški projekt sploh. Tako da druga stvar, ki je pa v bistvu neka res velika in pomembna v smislu naše nacije, je pa to, da ste se prvič sestrici drama in opera združili in boste skupaj, opera je dala najboljše, kar ima, drama je dala najboljše, kar ima, skupaj ustvarili to, kar boste videli naslednji četrtek. Tudi za dramo in za opero, skratka, je to res zgodovinski trenutek, ker je to prvič, da se bosta res obe inštituciji povezali in to je, mislim, da bo šlo to v zgodovino, zapisano. Brehta se uprizarja skozi, ne? Mislim, Breht je, če pogledamo, eden najpogosteje uprizarjenih avtorjev klasike pri nas, skratka, poleg Shakespearea, Moliera, Čehova, Becketa, mislim, da je tle že Breht takoj na vrsti. Lahko rečemo, da vedno provokativen. Značilno za njega je seveda to, da je popolnoma neulovljiv. Brehta se nikoli ne da kar tako etiketirati, se ga opisati z eno besedo. Poln je kontrastov, poln je kontradikcij. Njegova teorija se dostikrat ne sklada z njegovo prakso. Vsi poznamo te glavne stvari, ki jih je on vzpostavil, se pravi epsko gledališče, Fremdungsefekt, efekt, vse to. Skratka, to so stvari, ki smo jih mi že zdavnaj usvojili, ampak še vedno nekako je zelo težko prodreti do bistva tistega, kar se dejansko skriva v tem, zato ker je tako res kontradiktoren sam po sebi. Že če pogledamo opero za 3 groše, z njo je on hotel sprovocirati, pravzaprav povzročiti škandal. Zgodilo se je pa ravno obratno, da prav tisti gledalci, ki jih je on hotel najbolj sprovocirati, so najbolj uživali v njegovih pesmih in si veselo požvižgavali jih, ko so odhajali domov. Tako da lahko njegovi junaki, mislim, dostikrat se reče, da so popolnoma plakatni, da so nosilci idej, da so predstavniki enega revolucionarnega stališča ali kaj takega, ampak mislim, da je dragoceno ravno to, da so njegovi junaki hkrati izrazito polnokrvni odrski liki, ki živijo, mislim, za katere je značilno to, da imajo zelo kompleksne odnose, zanimive, duhovite dialoge, kontrastne seveda, da je tudi polno ganljivih trenutkov in tako naprej. Skratka, jaz moram reči, da kadar pomislim Brehta, vedno so mi v glavi ti kontrasti. Kot recimo ti glavni junaki, Pičem, Meki, Polly, Brown in to so seveda lahko rečemo na prvi pogled pokvarjeni, ampak seveda, mislim, hkrati pa v publiki vzbujajo nekakšno razumevanje in mislim, lahko rečem, da si mogoče ne skrivajo, včasih želimo, da bi bili tudi mi lahko tako popolnoma prostodušni, kot so oni. In vedno, mislim, Breht nas ne neha presenečati pravzaprav s tem, kako je mislim, hkrati banalen, hkrati virtuozen, hkrati se ukvarja z visokimi stvarmi, hkrati z nizkimi, hkrati je lahko rečemo, opisuje grebežljivost na eni strani, na drugi strani mislim, visoke čustva in tako, skratka, res ti kontrasti, moram reči, da mene vedno znova fascinirajo in to je tisto, kar mislim, da je pri njem zelo dragoceno. Seveda v operi za 3 groše, mislim, da je tle pravzaprav značilen ta preplet ene zelo cinične misli o človekovi pridobitnosti in pravzaprav o tem, kako je, lahko rečem, s Sartrom, kako je pekel v drugih. Mislim, ker tukaj se gibamo v svetu zelo brezobzirnega kapitala, kjer je politika in kriminal sta popolnoma zlizana in kjer v resnici korupcija in
lahko rečemo, nepoštenje nekako vplivata na usodo junakov in v tem svetu seveda se moralo proda še za manj kot 3 groše. Tako da jaz mislim, da se pač v tem svetu, ki je tako popolnoma pokvarjen, ni treba iti daleč, da pač ugotovimo, da lahko najdemo kaj, v čemer tudi trenutno živimo. No, seveda opera za 3 groše, to mogoče je treba povedati, je bila pri nas prvič uprizorjena leta 1937, takrat jo je režiral Bojan Stupica, ki je tudi igral glavno vlogo. Zdaj, recimo ena zanimivost, ki sem jo jaz šele danes opazila, no, ko sem šla to gledati, da je recimo veliki Stane Sever v tej prvi uprizoritvi igral odrskega delavca. Skratka, tako da to je bilo daleč nazaj. Ja. No, Zadnjič v Drami je bila uprizorjena leta, mislim, da skoraj pred 25 leti, no, mislim, da pred 24. No, mene pa posebej veseli, no, kar je omenil že Marko, da pravzaprav se res pri tej naši uprizoritvi izbrala tako fantastična ekipa, skratka Marko Litonja, ki je bo potem tudi sam povedal, kaj je naredil z glasbo, ker to je res prvič, da bo v Sloveniji uprizorjena opera za 3 groše tako, kot bi sicer morala biti, skratka z dramskimi igralci in hkrati z profesionalnimi glasbeniki. In jaz moram reči, da mene blazno veseli, zdaj sem bila na par vajah, ker sem videla, da so se v resnici ti 3 korpusi, se pravi igralski, zborovski, mislim pevski in pa ansambl, mislim orkestraški, skratka, da je to postal en korpus. To je zdaj en ansambl, to je zdaj ena ekipa, ki diha popolnoma po svoje. Tako da seveda pozdravljam Marko Litonja, pozdravljam Matejo Koležnik, ki je po dolgih časih pač spet pri nas in me to strašno veseli. Tako da jaz mislim, da bo pač ta predstava upam, da brechtovsko brezkompromisna, pač z eno popolnoma svežo vizijo, z eno sodobno estetiko. In jaz bi pa za konec rekla, vemo, da si je Brecht zelo rad sposojal pri tujih avtorjih in da je zelo pač bil do avtorskih pravic tako, pač on je vzel en vers od tega, drug vers od drugega in je pač to pol prodal za svoje. No, tako mislim, se zdi meni zelo duhovita ena njegova izjava, ki jo bom jaz mogoče malo priredila, zato da bo bolj zvenela, ampak skratka, da ima gledališče to moč, da kritiko spremeni v zabavo. In jaz upam, da bo naša predstava taka.